Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenska demokratska stranka se je odzvala na odgovor ministrice Katarine Kresal na njihovo interpelacijo zaradi izdajanja odločb izbrisanim. Kot je povedal Branko Grims, je odgovor Kresalove poln pravnih nelogičnosti in ponekod izrazito kontradiktoren. Takole pa je komentiral veliko število izbrisanih otrok. Za probleme, ki jih imajo otroci, so bili odgovorni njihovi starši. Jaz upam, da po 3 ponovitvah to tudi zadošča kot odgovor. Ne? A veš, kaj pa če bi Branko to malo namazal trošico z marmelado, a veš, kdo bi pa pol kriv? A veš? Grims je tudi pojasnil, zakaj Kresalova zavrača tako imenovano rešitev SDS, to je ustavni zakon. A veš? Tako kot se zdaj to pelje, se bo vse končalo na koncu na sodiščih. Sorazmerno verjetno velikim številom tožb, nihče ne more točno napovedati kakšnim. V najslabšem primeru bo tako, kot je zdaj ta napihnjena številka teh tako imenovanih izbrisanih, to se pravi 25.000 pa še nekaj. Veste, kaj to v praksi pomeni? Celo, če nikomur ne bi bila dosojena nikakršna odškodnina. Pomeni to ogromne stroške postopkov, pomeni to veliko dodatno zamudo v delu sodišč in marsikdo, ki v neki čist drugi zadevi išče svoje sodno varstvo, ki je ustavna pravica, bi ostal brez njega, ker bodo stvari zaradi prezasedenosti sodišč absolutno zastarale. No, edino nekdo pa bo potegnil profit iz tega, veste kdo? Advokati. In tukaj je tudi vprašanje klientelizma, kajti kolikor je nam znano, je gospa Kresalova bila in še vedno je osebno in sicer povezana z eno od odvetniških hiš. Grdi odvetniki. Edini pošteni so geologi. Glede izdajanja odločb izbrisanim je pravosodni minister Aleš Zalar še enkrat pojasnil, da to ne vzpostavlja pravice izbrisanim do odškodnine. Odgovoril pa je tudi na Denisovo vprašanje, ali bi se morala država izbrisanim opravičiti. No, to vprašanje se zadnje dni pogosto zastavlja, ker bi se verjetno morali upravičiti še komu drugemu. Zdaj imamo ponovno na dnevnem redu tudi politike, povojne poboje. To je stvar, bom rekel, tudi političnega občutka tistih, ki se s tem problemom ukvarjajo. Predvsem bi bilo smiselno tako upravičilo, če bi politika o tem vprašanju lahko dosegla konsens. Če pa bo to spet samo podlaga za politične delitve, potem je bolje, da o tem sploh ne razpravljamo in razmišljamo. Glede odkritja posmrtnih ostankov v Hudi jami pri Laškem in ponovnih razpravah o povojnem dogajanju pa Zalar poziva k umirjenosti. Brez medsebojnih obtoževanj, kdo je bil na pravi, kdo je bil na napačni strani. Mislim, da je res čas, da se nehamo ukvarjati z partizani in domobranci, z kolaboranti in osvoboditelji in da se pač usmerimo v prihodnost. Imamo kar precej izzivov pred sabo. O reševanju mejnih vprašanj, komentar dneva Aleš Zalar. Odgovor Hrvaške na pobudo Evropske komisije, da bi mejni spor med Slovenijo in Hrvaško predložili v mediacijo, terja nekaj pojasnil. Na prvi pogled se zdi, da je hrvaški odgovor nekoliko dvoumen, ker želi mediacijo izkoristiti za to, da bi kasneje prišlo do arbitraže. Zato je prav, da se razlikuje med mediacijo kot samostojnim postopkom reševanja spora in arbitražo kot samostojnima drugačnim postopkom. Bistvena razlika je v tem, da je arbitraža usmerjena v preteklost. Zato je v arbitraži pomembno, kaj se je dogajalo v zgodovini, kakšen je veljavni pravni okvir, kakšna so dejstva, na podlagi katerih bo ta pravni okvir uporabljen. Pri mediaciji to ni pomembno. Pri mediaciji je pomembno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Zato je mediacija usmerjena naprej. Tam ni bistveno niti zgodovina, niti sam pravni okvir, tam so bistveni strateški interesi obeh strank v sporu. In v mediaciji se poskuša iskati vzajemno sprejemljivo rešitev za obe strani, ki seveda zadovoljuje njune strateške interese. Zaradi tega je mediacija mnogo bolj fleksibilen postopek,
ponuja več možnosti za rešitev. Pogosto se zgodi, da se stranke v mediaciji dogovorijo nekaj, česar ima nobeno sodišče, nobena arbitraža ne bi mogla prisoditi. In prav v tem je prednost mediacije in prav zato se Slovenija tudi zavzema za to, da se s pomočjo mediacije poskuša zagotoviti rešitev spora. Odbor za strokovno medicinska vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije je v primeru smrti 12-letnega Bora Nekrepa lani v mariborski bolnišnici presodil, da je prišlo po prejetju preverjenega izida visoke vrednosti amonijaka v krvi do zmotne presoje. Po mnenju odbora pa ni mogoče trditi, da bi ob ustreznem zdravljenju otrok preživel. Konkretno ta deček, ki je bil, ko je zbolel, star 12 let in pol, prej posebnih težav ni imel, se je to zgodilo pri prebolevanju infekta vnetja srednjega ušesa. Po nekaj dneh se je pojavila ta simptomatika, nevrološka, ki je potem vodila v poslabšanje kliničnega stanja, v katerem je bil sprejet v bolnišnico. No in potem so sledili seveda vsi ti dogodki, o katerih je bilo govora, ko se je pojavilo to prekomerno kopičenje amonijaka, ki je povzročilo potem tudi fatalen potek. Slovenija, 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 kulturac. V soboto bo izšel novi roman Ferija Lainščka z naslovom Ne povej, kaj si sanjala. Lainšček je izhodišče ljubezenske zgodbe postavil v psihiatrično bolnišnico, kjer se med dvema pacientoma vname ljubezen. Odlomke iz knjige je na predstavitvi brala Lara Jankovič. Če bi lahko tako zaspala, je zašepetala tiho, da sem jo komaj slišal. Zaspi, sem bil za. Ne razumeš me? Je odprla oči in me kot prebujena pogledala. Če bi lahko zdaj tako zaspala zaskos, je privzdignila obrvi. Človek mora nekako umreti, jaz pa bi rada umrla srečna. Živim tako, uspešnica, 250 000 ljudi videli, Polona Juh, rada bi umrla srečna in pa ravno hrib. Jaz imam glas za reklame. Pardon. V sklopu predfestivalnega dogajanja letošnjega 15. mednarodnega festivala Mesto žensk si bodo lahko obiskovalci v galeriji Užigalica ogledali približno 80 videoposnetkov svetovno znanih umetnic performansa. V gostovanju obsežnega videoarhiva iz 60. in 70. let smo se pogovarjali s programsko vodjo festivala Maro Vujič. Ta projekt je predfestivalski dogodek 15. mednarodnega festivala Mesto žensk, ki se bo zgodil oktobra, spet ob istem času, med 9. in 18. oktobrom 2009. Tema letošnjega festivala bo Svetovni jug. Bomo poskušali povabiti umetnice z različnih koncev sveta. Še vreme? Z današnjim dnem odpiramo sezono izgovarjanja na spomladansko utrujenost. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na vesti. Ful sem utrujen, to mora biti tako.